Bomo Ljubljano, rubrika Raziščimo Ljubljano, ki jo za nas pripravljata naša Rok in Luka. Tokrat sta raziskovala posebno sladico, ki se imenuje Kurtoš. Najbrž sta preverila, kje v Ljubljani lahko dobimo najbolj slastni kurtoš. Je pa to precej zanimivo, v bistvu precej zanimiva sladica. Nekateri jo zaradi svoje oblike imenujejo tudi dimnik. Prispodoba pa izhaja iz dejstva, da se iz kurtoša, ko ga vzamejo iz palice, na kateri je pečen, pokadi kot iz dimnika. Sicer ta sladica izvira iz Transilvanije, v Ljubljani ni bila tako pogosta do nedavnega, ne, bolj tam v Prekmurju se je dalo prej dobiti, pa na Madžarskem je zelo popularna, no zdaj pa očitno tudi v Ljubljani. Poglejmo, kaj sta o tej sladici izvedela Rok in Luka. No, nazadnje sem jaz Roka popeljal v svet slanih mesnin, suhih mesnin. Joj, res je bilo dobro, no. Še zdaj imam ta okus tega mesa, kar na jezičku. A misliš, da te je vmes kam pelil kaj slabo? Jah, ne vem, ne. Bomo videli. Vsak okus ima svoje, je poseben. Je specifičen. Ja, tako kot imajo vsake oči svojega malarja, ima tudi vsake brbončice imajo svojega malarja. Ja, tako. Ampak danes bova midva te brbončice malo razvajala na drugačen način. Na sladko, kaj ne? Tako. Ker malo poznano je, ljudje se mi zdi, da še ne poznajo toliko, ampak zdaj imamo pa že kakšno leto, dve celo se mi zdi, tule v Ljubljani, sestre Kurtoš in to imajo pa, to je pa kvašeno testo, kaj ne, navito na paličico in potem iz njega rata tak nek kornet. Kornet in pol lahko noter damo polnila, posujemo s čim različnim. To je pa tradicionalna madžarska jed. Tako madžarska jed in je prav imenitna. Tako malo te pogreje, naredijo tudi sladolede. Ne zdaj govoriti prehiter, Luka. Bova videla, če bo imenitna. Bova videla, ne? Ker bova izbrala dve najbolj popularne, pa eno si bova sama izbrala. Ja. Pa ta male porcije bova jemala. Ker, ja, vemo, da moramo malo paziti, ne? Poletje 2021, mogoče nas bojo spustili kam na kakšno Hrvaško, vsaj pa rabimo. Dejva upati, če ne bova pa kle sladolede probavala po Ljubljani. Tudi to je v redu, no. Ampak bova šla najprej, sam ne vem, do enega sladoledarja, pa od vsake po eno kepco dajte. Sem po pol kepce. Komaj čakam, no. Pol kepce na pol. Ja, šla tako, ker je mene vanilija boljša kot čokolade. To je zdaj, ampak danes pa sister Kurtoš, tako da jaz grem kar noter naročit Rok. Ja, jaz grem za kamero. Ti za kamero, pa posnamiva. Dober dan! Živjo! Jaz, midva bi pa probala vaše specialitete. Kako se to v bistvu imenuje? To so pa kurtoš kolači. Kurtoš kolači. No, pa bi če date dva ta mala, najbolj popularna vaša, pa enega bi si pa sama izbrala, bi bil pa tudi ta mal, pa bi jaz rekel, Rok, kaj misliš, pistacija, zunaj, noter, pa jaz tebe poznam, tebe všeč bela nutela. O, Luka, kako si vedel, točno to. Tako da lahko naročiva, se pravi, dva najbolj klasična vaša okusa, katera pa sta ta najbolj priljubljena? Cimet pa vanilija, verjetno. Cimet pa vanilija? Cimet je kar klasika, tako da je najbolj popularna. No, to more biti pol, ne, brez tega ne gre. Vanilijo imajo pa tudi zelo vsi. Pa vanilijo, ne, potem pa še enega pistacijnega polnega, ne. Je pa treba nekaj časa počakati, vse sveže pečeno vidim, ne. Seveda vse pečemo sproti, tako da par minut za počakati, pa vas pokličemo. Super, najlepša hvala. Rok, peva ven počakati, jaz sem že prav. Komaj čakam, kako lepo diši po cimetu. Pridemo nazaj. Kako se bova pa danes sladkala. Ja, jaz komaj čakam. No, tole so, ponudbo še pogledamo, kaj imajo sploh. Boš pokazal. Se pravi, imamo midva bova tele sviti, te so klasika. Midva bova tele sviti, pa ta male svada ne bova preveč, ne. Imaš pa take super kombinacije, kukal apple štrudel, se pravi jabolčni štrudel, Ferrero imajo zdaj, Rafaelo, naprimer. To pa sploh prebrati ne znam. Spomladanček. Spomladanček, ne. Ampak to so že kar... To so že taki dopolnjeni, kar že... To so že kar zajetne sladice. Midva bova šla danes kar precej na osnovo, na klasiko, v samo bistvo. Na klasiko, na osnovo, na samo bistvo, tako da jaz že komaj čakam. Ker je pa treba nekaj časa počakati, se bova tudi z Rokom vzela
Ja, kratek premor. tako. Pa dajte si ga še vi, sicer Tako. pejmo kar v glase, pa potem pridemo nazaj s testiranjem. Gremo v glase, potem pa z Rokom že testirava. Kurtoš! Takole, mislim, da je že pečeno, so že poklicali, tako da pejmo notri iskat. Kurtoš! Evo, izvolite, to je naša klasika. Klasika s cimetom. Tukaj je pečen vaniljev Pa če vaniljev sladkorjem. ter pa povajni izbiri pistacija in bela nutela. Pistacija in bela nutela, najlepša hvala. Midva se bova sladkala tamle ob spomeniku našega župana Hribarja. Tako, hvala lepa, pridemo še kdaj. Hvala, živijo. Pa še zelo prijazni so. Zelo so prijazni. Poglej, Tako da- joj, meni se zdi, da tale pistacija pa bela nutela, tale mi zgleda. Ava najprej tega. Ne, jaz bi šel ne, tega ne. čisto na konec, drugače. Pejva do župana Hribarja, Ja. ker tam je tradicionalno mesto za jest kurtoš. No prav, že od nekdaj. Pa še tale pogled na staro Ljubljano. A veš, zakaj je kle spomenik župana Hribarja? Dajmo ga najprej pokazati. No. Povej, Luka. Ne, Hribar je ena naših znanih županov. Veš, zakaj je kle spomenik? Zakaj? Ker on se je kle zavit v slovensko zastavo, vrgel v Ljubljanico A res? in umrl. V visoki starosti. Aha. Ja, to, ko je bila država še SHS, točno. osamosvojitev izpod. Tako da, no, tukaj je. In seveda Hribarjevo nabrežje, naš župan Hribar in prav lep spomenik je. Zdaj je pa čas, da sprobamo kurtoš. Kurtoš! Ne pozna pa pojdiva. veliko ljudi. Kaj bi se bova dala? Ja, pejva Takole. kar takole. Takole. Da imava lepo ljubljansko ozadje za nama. Takole, Luka, evo se ti zdajle pridružim. Vanilija in vse. Dajva najprej klasiko, cimet je klasiko, najbolj. Cimet, tako. Da pokažem, jaz vseeno tole še mečkam bolj od blizu, se pravi tole imamo cimet, poglejte kako je Ti kar lepo. pokaži, Rok, jaz bom pa še prižgal nekaj stvari. In notri takole. Aha, sam je pa spodaj luknjica tudi, ne smeš Ja. preveč tekočega, ne smeš. Votlo je, ne sme biti preveč tekoče, ti hitro lahko ven steče, tako da une sladolede je treba hitro pojesti. Se pa potem, Se pa lepo takole lomi. ja, takole se potem to trga. Zdaj, Aba. primi mi ga dobro. Jaz moram držati še na eno drugega. A ne zgleda fino testo? Dajva to tu bližje delati. Prav lepo se trga. Tako ti bom rekel, jaz cimet osebno ne vem zakaj, ne potegne mi cimet, ampak v taki strukturi je pa precej boljši, no. Te popelje nekako tako v božič, a ne? Pa tale sladkor, ki hrusta pred zobmi. Ja, Marička, se mi je kar... O, to je pa zajeten kos. No, prav. Tega še meni malo, no. No, pa daj ti tega noter, no. Evo, takole. In še dobro, da je takle malo bolj hladen dan, kaj ne? Ker se mi zdi, da vseeno malo pogreje. Ja, in cimet pače na hladen dan. Ja, sem ti ga pa kar pojedel. In to uvijajo to testo na take majhne valerčke Ja. in potem gor pečejo in je vsak sveže spečen. Ja, topli so še, no. Veš kaj, moram priznati, da mi je všeč, da zraven cimeta je še sladkor, samo cimet mi ne bi bil. Aha, še golobi so prišli. Ferdo, a si to ti? Ferdo je večji. A je Ja. Ampak meni je všeč, da sladkor malo hrusta Ja. pod zobmi, kaj ne? Vrhunsko. Zelo okusno. Pa veš, da jeste tega sploh, To je No. taka sladica za zaljubljence, se mi zdi. da skupaj malo trgata. Da skupaj malo trgata, ja. Da si delita sploh iz istega mehurčka, tako kot so vidno. Ja. Ne, čistih rok naokrog. Ja, lepo je, no, jaz bi rekel, že Se naslednje bom ti kar poskusil, no ti kar poskusi. Tale je pa zdaj le vanilija. Vaniljev sladkor, ne? Vaniljev sladkor, tako je. Jo, je to testo tako trgati, ne, ima neko, Nek čar. nek poseben čar. Ja, nekaj, nobena sladica se ne je tako, kakor kurtoš.
Se pa sliši že tako malo mađarsko. Še dobro, da imamo hidak, da pridejo, da imamo mostove, da pridejo tudi Kako bi brez mostov Kurtoš prišel k nam? Kako bo šel čez Muro. Preko Mure, prek Preko Drave, Drave, prek Save, vse do Ljubljane. To sva bila pa usklajena. Izvoli Rok. Hvala. Ona se takole malce natrga opala. Moram reči, da mi je bil cimetov bolj všeč od vanilijevega. Vanilijeva imam bolj nežen vanilijast okus. Jaz sem pa vseeno ljubitelj bolj močnih okusov, če se da, ne? Ja, tukaj v vaniljo veliko bolj pride do izraza sladkor kot pa vanilija. Ja, to pa ja. To je pa za kakšno Kurtoš reklamo bi bilo tole. Takole trgata, ne? Lej, kar samo takole, lej. A pa misliš, pa tale spodaj mora biti ta najbolj, a veš, kaj je ta najbolj, tale cukor je spodaj not nabran, ta je ta najbolj sladek rok, nekaj celega usta. Celega ga de usta. Čak. Da me malo spravljaš v neprijetno situacijo, ampak se bom. Nutella gre kle definitivno dobro zraven. Do tega le s pistacijo, pa belo nutelo noter me sploh ne skrbi, ne. Te pa malo bolj popacaš. Ja, mogoče meni bil tudi tisti cimetom se mi zdel malo bolj tak naraven. Ja, ne. Ja, deva ga kar malo pustiti, no. Malo za kasneje, a? Ja, pa greva zdaj na veliki finale. Čeprav imamo še dovolj časa. A ja, Jaz a mislim, ga da pol v moramo miru pojeva. kar v miru pojesti do konca, Daj mi povej, Luka, si ti že Tole. kdaj prej jedel Kurtoš? samo enkrat prej. Kje pa? Ja, takole bom rekel, dvakrat prej. Ne, tukaj, Tukaj. tukaj. No, enkrat sem ga tukaj naročil, še prej, ker sem ga pa spoznal, sem ga pa našemu igralcu in sotelevizicu Niku Škrlicu, Aha, ja, sem si poznal Nika Škrlica, mali si veselice, Seveda. pa rešuje te kocke, ne. Sem ga pa kar iz roke vzel. Aj res. Ja, to je slučajno Pa Nik verjetno ni- daj mi ni- zaprobat, ne, pa mi je... Pa mi je- verjetno ni zamiral nik. Pa mi Nik je je dal. tak prijeten fant. Zelo prijeten, z njegovim dekletom sta bila in jedla tele kurtuše, Kurtoša. Ali pa prav te ljubljanske. prav te ljubljanske. Opa, ja. Morda bi morali imeti pa tudi slani kurtuš. Lej, tole testo, slano, sveže spečeno, okrog hrenovke. Kurtuš dog. Kurtoš, Luka. A moramo mi puncam, tamle sister kurtuš, Mogoče. kaj svetovati še, mogoče? Ja, pa ti si kar strokovnjak za hrenovke, nas smo videli že zadnjič hot dogi, da kar znaš. Se bi vas nafutrali, sam za ptičke ni dobro testo, ne? Ne, So ne, bolj semena, bolje se meni, ampak kar samo pade na tla, ja. pač pade, nimamo kaj, ne. Pač pade, ne moremo si pomagati. Zelo dobro. Ampak jaz sem zdaj res... Zakaj ti spominja to testo? Tako malo je flanca ta stoma. Ja, ja. Ampak vsem drugačno kot flanca. Ne moramo reči, da je to isto. No. Je pa, se mi zdi glih, se pravi, zunaj je hrustljavo, not pa mehko. To je meni najboljš. Ker če je tisto trdo, kakšni flancati so oni sam trdi, to meni ni. Kakšni so pa samo oni mehki, kot krofki. Krhki flanca. Ja, to je. Pa klašeni flanca. Tako je. Zdaj pa še tale Da je to pa tudi za pokazati, glej to. pistacija. Meni je pistacija najljubši orešček. Meni tudi je tudi en najdražjih oreščkov. Ja, veš. ja. Pistacija z belo nutelo. Marička, to je pa zdaj. Daj, Luka. preseki mi ga. Luka. Tole pa zdaj, lej to. Ej, glej, tako. Jaz mislim, da nam gledalci prav zavidajo tole najno rubriko. Mi veste, rok skozi se samo mastiva. Ja, res, ampak, moj bog. Moj bog, Luka. To je pa, jaz sem zelo sladokusec, ampak tole se meni zdi 3 razrede boljše od vsega, od klasik. Pustimo klasike, bela nutella pa pistacija, prijatelj. In ta struktura, lej to. Koliko pride eden tale tamal? Je 3,40 90, ali 40, aha. 3,40 €. Če bi pa nutelo noter nekaj namazajo, pa še evro do plačila. Ampak jaz bi rekel, da je vredno, no.
Jaz bi si dal vedno noter V Nutello. centru Ljubljane smo, Ja, je edina taka sladica tukaj, ja. sveže spečena, pred našimi očmi, Prijazna postrežba. prijazna postrežba in mislim, da je cena čisto na mestu. Ja. Mislim, jaz hočem reči, da če bi šel, jaz bi vzel z namazom. In verjetno točno tega. Bela Nutella pa pistacija. Ko si to omenil, jaz sem bil tako, Luka, kako dobro me ti poznaš. Jo, za tega se pa kar malo skregala, veš. Kdo ga bo? Rok, jaz sem kakšno kilo preveč od tebe. Takole, le kakšen mehen košček sem. Ja, moraš bolj zagrabati, ne? No, ptički. Ta je pa Ta je zmagovalec. izvrstno. Veš, kaj bi tudi lepo pasali zraven? Kakšna sveža jagoda. Ja. A? Ampak tako, na drobno bi jo jaz narezal. Jaz bi kar nudal, pa ga bi pa tako skrb stisnil. Tak. Mogoče je malo Ni pokvaril toliko, da dodam malo. to lepo obliko, ne? Ampak da bi se lažje dali jesti. Ja. Oh, Primi. ja, bom z veseljem, Luka. Sploh klede. Veš kaj, bolj, kaj greš Oho. globoko, ne, tako rekoč. Več je kreme. Več je kreme, kad dol teče, ne, in je vsak grižljaj bolj sladek. intenziven, bolj sladek in joj, kako se pa tole lepo skupaj sklada. Ne? Res, pistacija in bela Nutella. Kaj takega. Cimet ni bil slab. Ne. Zdaj te tri, če bi mogla Lahko dati. je še pol tega koščka? Dej. A celega lahko? Lahko celega. O, Rok, predober si z mano. Lej, Rok, lej. Pa se pa takole nabere. Dej to meni. Spodnji se naberejo pistacije, dej jih. Glejte tole. Tole se naberejo pistacije. In pol takle perfekten košček. Poglejte, vse te pistacije, tole belo Nutello, kdo tega ne bi jedel, jaz vem, da hočete to vsi jesti. Tako da kar pridite v Ljubljano, tukaj v center, na Hribarjevo, na Brežje, ne, na Breg. Na Bregu 4. Je to je točen naslov, Breg 4. Sister Kurtoš. Ja, zraven francoskega inštituta. Ja, Tukaj sem bil rabe zadnji. še en servet, vse te so čisti, No, jaz sem ne. jih samo stiskal tako. Aha. O, Hoj, Luka. kako so se pa danes Res. posladkala, a? In upava, da nama vsi tele mali nasveti, kje kaj sprobati, pridejo še kako prav, pa tudi meni dajo priložnost, ne, probati Še malo. več stvari naenkrat. A veš, če greš sam, Eno vzameš in tisto najbolj zihar. Zmeri si sladoled, dober, dajmo vanilijo, kaj vsi poznajo. Ja. če greva pa dva, lahko pa komot 3 vzameva, pa Pa malo malo pokombiniraš. probaš. Ja. Če bi bili 3, bi jih komot 5 vzeli, Ja. ali pa 6, kar 2 po glavi. Ja. Malo probali, kombinirali, pejte kombinirati. Tole je enostavno fantastično. Ja. Če ste pa sami, pa da se morate za enega odločiti, v teh treh, ki sva jih midva sprobala, bi jaz tegale bela Nutella in pistacija. Ne, lahko si pa kombinacije delate sami. Sami, ja, lahko rečete, jaz bi pa zdaj neke Čokoladni pa posip. lešnik. Lešnik imajo zelo popularen tudi. Ne? Ja. Mislim, da je tudi kokos, Ja. če se ne motim. Vse sorte, no. Ampak vsem je pa skupno, da so nekako zapakirani v te obliki kurtoša, V škrnicel. in v Pa v škrnicelju. škrniclu dobiš. Ja. Mogo kar na palci dobiti gor. Ne, Kaj tisti požiralci mečev. To je zelo zanimivo, bomo morali enkrat narediti prispevek ne, od kvasa do kurtoša. Ja, da gremo res postopoma. Tlele imaš roko belo Nutello, obriši se, no. Ja. Na televiziji sva. Ja, obriši še se. vem. Včasih kar pozabim, kaj je tako fajn. Ko se imamo tako fino. Tako da upava, da sem vam predstavila nekaj novega. Če vas zanima še kakšna druga specialiteta, ki se jo da dobiti v Ljubljani, ne, nam pišite na info@ljtv.si in bova jaz in Rok Preizkusila, po vašem naročilu, direkt. Vi lahko pišete, ja, nas pa zanima, se dobi kaj korejskega v Ljubljani. Bova Bova naredila. zbrskala. Bova. Ne, ali pa japonskega, ali pa kaj jaz ne, ne, češkega. Če ni, bomo šli pa na korejsko ambasado. Jaz sem slišal, da zdaj se nova turška restauracija odpira v Ljubljani. A res? Ne, ker imajo že kavarno, Istanbul kafe, tamle na Dunajski in tam imajo odlične baklave, moram reči. Niso baklave. poceni. Zanj sem dal za pistacije te rolce, veš, ki je zelen testo in čist nafilen, vse zeleno noter, ne, koliko sem dal? Ja, tam enih 7 evrov za dve, ne, to je kar drago. Kar drago. Govoriš o tem, se pravi, se je splačal verjetno. Ja, ampak dobra je pa bila, veš, tako. Niti žal ne.
res te pistacije so žarele ven, tako da zaupajte nam tudi vašo najljubšo jed sladico in jaz in Rok bova tukaj v Ljubljani zbrskala, kje je najboljša ali pa vsaj najbolj optimalna, najbolj pristna, ne. Sej, nikoli se ne bomo vsi strinjali. Ja. Nikoli se ne bomo vsi strinjali. Vsak ima svoj okus. To je Vsak ima svoj okus. Nekaj so rekli, moramo čevapči še sprobati. Ker eni čevapčiči so tamle v stari Ljubljani, Halo Leskovac. Pa imamo sarajevske tam naprej na Nazarjevi, ne, imamo Sarajevo 84. Ja. Pol imamo pa še, ker to so vse te, ki smo naštela. Se to ne vem, ker sarajevski so sarajevski in so sam teleči, ne. Te Leskovace mi pa zdi, da so srbski. Še jagnetina. Svinina zraven. Ne, jagnetina bi bila lahko v teh bosanskih. Ja. To pa vem, da je dobiš v Ajdi, se pravi v podhodu Ajdovščine imajo, v Ajdi, pa v, kje jih že imajo, v Sarajevu 84, ampak tukaj v centru mi še zanima. To bomo morala Bova malo še analizirala, preden greva res na čevapčiče. Mogoče bomo morala pa 4 vzeti, ne, dvakrat srbske, pa dvakrat bosanske. Pa jih pol primirati. Evo, sem pa bova 2 pojedla, 4 porcije, mogoče se pa lahko za polovične porcije zmedba. Vsaj petko, no. Lej, jaz mislim, da opcij imava še dovolj, ampak definitivno nam pišite. Zadnjič sva dobila dejansko, en mail, ki so najboljši rogljički, tako da naslednjič, ko bova šla... Ja, sva dobila, tako da naslednjič, ko bova šla rogljičke raziskovati, morava še nekam drugami. Zdaj se nisem čisto zapomnil, ampak... Se bova pogledala v naš služben mail in se odpeljala tam do najboljših rogljičkov in tam probala vse različne rogljičke, ki jih imajo. Da vidimo, če res, pa da vas še s tem malo nekako rečemo, spodbudimo k tem, da pošiljate, ne? Ja. Tako da dajte poslati, no. Pošiljate, več, ko boste pošiljali, prej vas bomo tudi lahko nagradili. Ker bomo rekli, veste, mi smo pa toliko povpraševanja dobila, bi dali en rogljiček ali pa en kurtuš za nagradno igro, ne? Mi bomo, jaz pa Rok bova to se zmenila za vas. Tako da, to je bil še en del Raziščimo Ljubljano. Upam, da ste se posladkali skupaj z nama. Le obiščite Sister Kurtoš tukaj v Ljubljani, če vam pa še nekaj kvašenega, toplega in sladkega. Takole, to je bila rubrika, se vidimo spet drug teden, ne? Se vidimo spet drug teden, uživajte, lepo se imejte, veliko se smejte. Kaj dobrega, pojejte. Čau. A bi šla še na enega? Ja, pa ima se. A greva še na enega? Mogoče bojo zdaj že kakšen popust dali. Da peva še na enega.